Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji smo se oglasili pri Andreju Tolšini. Andrej, živjo. Zdravo, lep pozdrav. Dolga leta se že poznava, ne? Ja, zdaj bo pa že več kot 30. Ja, 30 in več. Ampak še marsikaj o tvojem življenju ne vem. Zdaj si mi malce pripovedoval, da si odraščal v precej številni družini, 6 otrok, pri očetu pismonoše ali poštarju, mami gospodinji. Kakšna družina je bila to? Ja, mi smo bili takšna krščansko delavska družina in smo hišo delali, že ko sem bil rojen, je ata s tistimi majhnimi sredstvi, ki jih je premogel v službi, se zidil hišo, na kar je to postal naš dom, v katerega smo se vračali, dokler sta bila ata pa mama živa, in še zdaj se vračamo, ker je sestra v tej hiši, ima še tudi svojo družino, že družino in tako naprej. Tako da smo je kar delavska knapovska družina oziroma poštarska. In kako? Prvi se je rodil, če sem si prej zapomnil, leta 1941, 1941. Ja, ta je umrl 3 mesece star za vročinskim krčem med vojno, ker niso smeli po noč, ker je bila policijska ura, nič misliti o zdravniku, večer je normalno, večer je pravila mami, po noč je pa dobil krče in jutri je bil mrtev. Tega smo pogrešali, oziroma so ga pogrešali in takoj smo potem dobili sestro, pa še enega brata, pa še eno sestro, pa mene, pa še temnejšega brata, živi smo še 3. Jaz, sestra, ki je 2 leti starejša od mene in brat, ki je 6 let starejši od mene. Kako pa je odraščati v tako malce večji številčni družini? Ja, glede na to, da drugih odraščanj ne poznam, se mi to zdelo čisto normalno, da smo živeli tako skupaj, ker smo se tako skupaj držali. Če je bil kdo kregan ali pa bog ne daj tepen, smo se vsi jokali, tako da smo držali tudi v tem skupaj, da ni bil nihče nikoli sam. V bistvu pa se med vzgojo tiste majhne krške ali pa prestopke, ki smo jih naredili mlajši, so poračunali že starejši z nami, tako da do ata pa do mame niti nikrat ni nič prišlo, da bi bila še tam kakšna graja. Tako da imam najlepše spomine na to in super je, mislim, super je bilo to. Se še spomniš teh otroških iger, ki ste se šli v krogu družine ali pa po ulici? No, mi po ulici nismo smeli postopati, pa se potepati, mi smo že majhni imeli svojo obveznost, mi smo imeli doma zajčke, piške, tudi prašiča in smo skrbeli za to. Potem smo pa edino igro, ki se pozna zvečer, smo imeli Človek na jezze, tista smo včasih igrali, tako da nekaj zabave je bilo. Potem smo imeli pa radio, smo tam okrog leta 60 smo imeli pa že radio, smo pa to poslušali, četrtek zvečer je bila radijska igra, pa ob sobotih večer je bila radijska igra in to je bila prav procedura. Preden smo se usedli za mizo, smo se mogli umiti, skopati, oziroma enkrat na teden smo se kopali. V sobotih so zaokurili, pa smo se pa kopali v eni vodi, prvo ta majhni, manj namazani, do ta velikih, in pa za mizo, pa večerja, pa ata je prižgal radio in smo poslušali ko največjo karmo to igro in smo šli spat, tako da smo pa vse teden govorili in ko mi čakali naslednje sobote. Igri je bil pa naslov Dovolite, ime mi je Koks. To se bom nikoli pozabil, že še toliko časa živim, bom to vedno vedel. No in verjetno moški del družine se je razveselil televizije, mama pa verjetno bolj pralni stroj, ki je prišel na svet. Ja, mi smo imeli televizijo pozno, tam okrog 70. leta približno. Pralni stroj tudi v tem času smo mi dobili te novatarije, ampak ja, to so bile veselja, ki so zelo skrajšala in olajšala delo gospodinjam, zlasti materi, ki je morala toliko prati, seveda se včasih ni toliko prali,
kot se zdaj pere vsak dan, dvakrat frišen. Včasih smo se prevlašili dvakrat na teden, pa enkrat, če ni bilo nujno potrebno. Tako da tega standarda, ki ga zdaj uživa na zemlji 7 milijard ljudi, tega standarda ne bomo dolgo zdržali, ker preveč izčrpavamo to ljubo zemljico. Vsak se bi rad vozil z avtom, vsak bi rad 3-krat na dan se stroširal, vsak bi rad ne vem kaj vse in to pač zemlja ne bo dolgo časa zdržala. To nam pa verjetno kdaj kakšen virus pošlje, ne? Virus pa to nevreme, ki se izraža na tak poseben način, opozorilen. Jaz vam dvome, da je to 7 milijard ljudi, je zelo huda cifra in čez 2 leti nas bo pa je 9. Tako da zemlja se bliža, kako bi rekel, neki inventuri, ki jo bomo mogli plačati, zato ker smo jo malo preveč obremenili. To je moje mišljenje. No in če greva še malce nazaj, pogosto vprašam malo starejše goste, če se še spomnijo, kaj je bilo na jedilnikih, naprimer za zajtrk, potem za kosilo pa za večerjo, v tistih tvojih otroških časih. Jedilnik je bil kava, bela, kruh, za nagrado pa za kakšno malo večjo anduh, ali pa osebni praznik si dobil jajc, pečen, ali pa srov, kako si ga hotel, si ga lahko sam naredil, to je bila nagrada. Kosilo je bilo, nikoli nismo bili lačni, kosilo mama se potrudila, ker je bil ata pač cel dan na terenu in je prehodil tiste kilometre na dan. S torbo težko? Ja, težko torbo, ker je vse nosil. Kosilo je bilo, večerja tudi je bila, vmes pa smo prosili za kruh. Nikoli se ga nisem sam odrezal, dokler nisem bil na svojem. Ker je to rekel, da kaj je danes mladina takšna, kot je. Je nek pridigar nekoč pri neki pridigi povedal, je rekel, zato, ker si otroci sami rešejo kruh. Otroci si nismo smeli vzeti kruha, kruh je bil sveto. Je tudi prekrižala ga je mama, ne? Prekrižala, ga je dala peč, pa sploh, ne? Vsak pleb iz prednjega dežela ga je prekrižala in ga odrezala. Mi smo pa stali, pa čakali, kaj boš dobil. Naraj smo imeli tiste pete, ki so se 2 hlebca skupaj tiščala, ki ni bila skorja, pa je bilo trdo. Tiste je bila tudi nagrada. Če si bil vreden, si danes dobil pa ti. Za kakšne večje praznike, Velika noč, Božič, pa potica orehova? Orehova potica obvezno, po obisk maše obvezno, pa roki smo vsi hodili, po vse zakramente smo prijeli. Mi smo bili tista res prava ortodoksna krščanska družina. Ste tudi molili recimo pred jaz se spomnim pri Starematu, preden smo zaspali, smo molili, ne? Pred jedjo obvezno, pred kosilom obvezno, pred malimi obroki smo se pogrežali, vedno pa si na koncu mogel, ali pa smo želeli, ali pa smo hoteli, ali pa smo znali reči hvala Bogu. Kaj pa knjige? Zdaj jaz vem, da si ti zelo kulturno izobražen človek, rad bereš, si član gledališke skupine, o tem bova potem še kakšno rekla. Si že v tistih otroških letih veliko bral? Kakšne knjige? Knjig smo hodili, knjižnico smo imeli v župnišču. Za tisto javno knjižnico nismo imeli denarja. Mi smo si sposojali knjige v župnišču in vem, da je tudi po sugestiji mojega botra, ki je bil slučajno tudi dekan zagorski, gospod Anton Smrekol, po njegovi sugestiji sem dobival branje. Vem, da mi je nekje v 4. 5. razredu že ponudil Karla Maja, Vinetu, to se bom zelo spomnil, požiral sem jo, potem vse tiste Old Shatterhand, Old Shurehand, pa vse take stvari. Pa take stvari, drugače pa nismo bili pretirano bralna družina v smislu, da bi klepeli po knjigah. Smo rekli kakšno krivino, ki je pa kakšno drugo zabavo si najdeli. Knjige smo pač brali, kadar je bilo to, pa kadar smo imeli čas, pa smo bili bolj prisiljeni v to. Si bil pridno v šoli? Ja, do 6. razreda sem bil odlični, potem pa malo manj. Pa sem končal srednjo veterinarsko šolo, šel v... Zakaj je veterinarsko? Zato, ker ste imeli doma, si prej omenil, ves čas živali? Ja, živali. Tako je bilo. Jaz niti nisem razmišljal, šel sem v Ljubljano, pa sem videl tiste razpise, pa sem šel v mestni lok, pa sem se opisal, pa sem bil sprejet, pa sem končal to veterinarsko. Da bi bil pa poštar, to pa ne? Ne, tisto pa ne. Ata je vedno rekel, dajte se učiti, da ne boste tukaj našpukali kot jaz, kot smo imeli to, da je to težka služba, ker je bila. Ne, on je takrat, v tistih časih, ki so bili prihranjeni za lopovščine in rope, vsak mesec
nekaj milijonov penziona raznosil v svojim klientom. In to je bila čisto navaden dan, ampak mi smo se bali za ata, ker je posod je bil malo pit, potem je pa malo pozno prišel domov, pa smo ga hodili čakati, če že ata gre, pa smo pa hitro leteli domov materi. Ata gre, pet mu naproti nest torbo pomagati. Pa smo šli, pa smo ga domov, bi bilo dobre volje, pa včasih je bil malo kregan. No, Od mame ja, ga ni bilo treba toliko. Pa smo se smijali, pa je bilo, to so bili lepi spomini, ja. Zanimivo, ne? Sta kar lepo starost dočakala. 88 let, ne? Ja, pa pol ata in mati pa tudi kak mesec manj kot 88 pa pol. Dve leti razmaka. Včasih so rekli, ne, da gresta drug za drugim, ne? Ja. Sploh če dolgo živita dva skupaj. Ja, ata je bil zadnje leto malo dementen, potem je bil zadnjih par mesecev potreben pomoči. Dom ni želel, ni v dom, pa smo ga uspeli doma imeti, da je umrl doma, za kar je bil še danes vem zelo hvaležen. Potem je mati rekla, ne me dati v dom, rada bi doma umrla, tudi nje smo to omogočili, tako da to se mi zdi ena boljših, kako bi rekel, možnosti, ki sem jih lahko ponudil staršem, da sem jih stal v strani. V zadnji uri ata sem rihtal 8 mesecev, 3krat na dan sem bil pri njemu, imamo pa 14 dni, tisto najbolj osnovno delo, drugače pa je rabila samo družbo, pa včasih malo instrukcij, kje je pa, kaj se dogaja, pa kdo je, kje je pa take stvari. Si kje razmišljal potem, ko si dokončal kot poklic veterinarski tehnik, da bi šel potem za živinozdravnika? Razmišljal samo, potem sem šel v Kočevje službe. V službi sem bil v Kočevju, na farmi sem bil šef 1500 glavnati živini. Imeli smo Prizike, krave Možnice, ZKGP Kočevje, še danes poznam vse kraje. Potem je pa ljubezen naredila svoje, pa sem se poročil, potem pa sem bil Ampak ljubezen si našel v teh krajih, domačih krajih, ne? Z njo sem šel... Čopovo, ne? Ja, Čopovo iz vrha Podkuma, pravo kri imajo, tako da se včasih tudi na ta račun ne hecamo, da je to edina grajska družina od Zasavja in širše, ki ima certifikat, da so bili mali graščaki čopi. Malce v žlaht s temi znanimi čopi na Podkumu, ki imajo gostilno, ne? Ja, to so bratranci, oče od Lojzeta, Lojz je bratranca sin, pa se dobro poznamo, ja. Tukaj še teta Cilka, pa teh bratrancev je kar nekaj, pa vsi se malo v hecu domišljajo, da se zaplava krvni, ne. In pa da smo preplemenitili njim gene s to preprosto seljačko krvjo in to se včasih prav smejimo, ja. Ja. Andrej, vidva sta potem ženo ustvarila družino, 3 fante, ne? Sta kaj punce poskušala delati? Vse smo delali, vse sorte, sam, kar bi se prijeli, 3 fantje so vse, no. To moram povedati. Potem sem šel... Kako so si pa šli? Ja, pa sem prišel iz Kočevja, sem šel v Rimske Toplice, tudi na farmo. Tam sem bil 3 leta, pa nekaj mesecev. Potem sem pa tukaj v Zagorju zavohal, da bi moj bratranec Gačnik je bil veterinar na Izlakih, pa je rekel, sem enega tehnika, bi prišel. Sem rekel, bom zrihti. Pa je zrihtal, pa sem bil potem 17 let na veterinarski postaji. In tudi živel, ne, v Zgornjem Nastropju. Živel v Zgornjem Nastropju. Potem sem bil pa 23 let v tržnici, vodja tržnice, in sem pa 3 leta že v pokoju. Ampak na tržnici si kar vztrajal nekaj časa, še potem, ne? 23 let, ja. Podaljšal sem 3 leta, za ta bonus moram biti hvaležen razumevajočim ljudem, ki so mi rekli, da naj kar bom, da ni nobene sile, da bi me silili v pokoj, in zato sem jim hvaležen, ker sem kar občutno se popravil procent, ki je bil takrat minimalen 57%, pa 25 centov je bilo povprečje 22 let, pokojnina je izračunana, no potem sem prišel s obrestnim računom na kar dobro pokojnino, tako da sem hvaležen in zadovoljen. No, prej sva se zaustavila pri 3 sinovih, kako so šli, sta imela vmes pauzo? Metod je 74-letnik, Peter je 79-letnik, Andrej Stamnalj, ki je bil pa zdaj star 40 let, je pa 81-letnik. Tako da 3 fantje. Vnuki, ne? Ja, vsi poročeni, vsi v zvezah,
poročeni še niso vsi, 2 sta poročena, 1 še ni. Pa imamo 6 vnukov tega, tako da imam Od vseh 3 sinov, ne? vseh 3 sinov, 1 ima 3, 1, 2, 1. In zato sem hvaležen vsem Bogu in tem, da me je tako obdaril z vnuki, ki so mi v samo veselje. Družina gre naprej, ne? Ja, naprej 14. No, kje pa je družina, dobro, Iz odraščal si v Zagorju. Velikih Lašč je bil ata rojen, Brankovo, pod Smreka. V isti hiši se je poročila atova stara mama, k hiši Josipa Stritarja, in se mi zato tudi malo štejemo v domišljavi, da smo pa Stritarjeva žlahta. Pa zdaj v tej hiši, ki je Stritarjeva, pod Smreko, še vedno prime in družina. Mi smo pa z Brankovega, tako da ata je pa prišel v Ljubljano in je v našem hotelu Union delala njegova sestra, je šel sestri na obisk. Sestra je pa delala z mojo materjo in je ona poštudirala, da bi bila moja mami dobra za Lojza, in je pol malo na Karbit pluvala in je se ta ljubezen prijela, tako da je ata se poročil po nasvetu svoje sestre z mojo materjo. Tudi zato smo mu hvaležni, da je izbral prav. Kako da je tvoja mati delala v hotelu Union? Ena Zdaj, prijateljica a je je Zagorjanka ona? Ne, ona je pa iz Zdol pri Krškem in si bilo tudi veliko otrok, pa ni bilo možnosti, da bi šla v šolo. Potem je pa 17 let stara, malo manj kot šla v Ljubljano, k eni teti. Pri tej teti je bila, pa je v hotelu Union delala v skladišču, ekonome, kako se je imenovalo, in tako sta se spoznala z atom in v Zagorju ustvarila družino, ker v Laščih je bil pa doma poštarski minister, starojugoslovanski, ki je prišel na dopust s svojim vagonom. So ga izklopili v Laščih, pa je počakal, da je minister bil na dopustu pa domov. In atam je imel brata starejšega, ki je tega ministra poznal. Pa mu je rekel, to je ata velikrat povedal, da naj kako službo za našega majega Lojza zrihta. Pa je rekel, minister, počaka naj. Pa je bilo pa čez 3 tedne dobil dekret, da je nastavljen za pismonošo v občini Zagorje ob Savi in tam se je mogel javiti. In od prvega do zadnjega dne je bil ata na istem terenu, 40 let pa še nekaj pismonoša s torbo, ki jo imam še dnevnik, pa s palco, ki je tudi Ki mu v Zagorju rečemo poštar, ne? Poštar, Lojzi. Pismonoša, menda ne? Ja, vedno, ne pismonoša. Pismonoša je bil radni, namišljav naziv, bil poštar, poštar. Pobiral kaslice prazno, pa poštar raznašal. Pismonoša. No, midva sva se malce bolj začela spoznavati na tistem znamenitem omizju, ki sem ga bil tudi jaz potem v zadnjih letih tistega omizja deležen, da sem se ga lahko udeležil, da sem šel lahko spiti tudi kakšno kavo, ampak Andrej, ne, zelo malo je še živih iz tistega omizja, če rečem Drago Butja, Tomo Branjo Mahne, Lojz Pavlović. Brezovar, ne? Brezovar, Tomo. Pavlič, ja, Lojz, potem Golob, ne? Golob Gabar, Golob Brane, ki je bil trans. Mi smo imeli prakso, ko smo bili na tržnici, da smo ti, ki smo se zbirali pri omizju, vsako leto za Silvestrovo slikali Tomo Brezovar je to. Eno sliko za Žarov smo govorili v Hecu. Ja. In to sliko za Žarov jih je že ponudil kar nekaj tako. Tako da je to res taka sicer hecna, pa taka malo navihana bila razlog za zbiranje, ampak na silvestrski dan smo spili šampanjec in se slikali za Žarov. Imam še tiste slike, jaz se še hvala Bogu nisem nosil. Tako, tudi politično, svetovno-nazorsko, precej različno omizje, ne? Ja, čisto različno. Mi smo pač bili Pavlović je prijatelji. bil recimo ustanovitelj Tomšičevih oziroma Pučnikovih socialdemokratov, ja. Potem ti krščanski demokratov, Tomo Brezovar tudi bolj krščanski demokrat, potem Drago Butja, mislim, da je bil pri LDS-u, ne? Pri LDS, Golob Gabar je bil SD, smo imeli čisto vse, pa ne bom pozabil gospoda Legancina, Rudeta, je bil tudi desničar, pa tako da smo čisto različni, pa zelo enotni za vsako stvar. No, Jožef Smrkolj pa tudi. Ja, Jožef Smrkolj, seveda. Boh hvala, da bi ga pozabil, pa Marjan Skok, prijatelj, ki jo mora predeliti. Tudi, ja, Čebelar, ne? Čebelar. Ja, takole, hitro mine, pa
hvala Bogu za spomine, da ker jih bomo znali ohraniti ali pa zmogli. Pa ko pride neka zadeva, ki te v tem ne omogoči, pač imel si, pa vse pride pa mine. Veliko teh ljudi si spoznaval tudi na zagorskem tridnevnem romanju, od recimo Zagore ali pa Čepšenika do Nove Štifte, pa potem do Zgornjega Tuhinja, kjer smo šli potem lahko tudi na avtobus pa domov. 3 dni, kar veliko hoje, veliko spoznavanj. Kdaj si se pa ti prvič srečal s to romarsko potjo, ki je stara že blizu 300 let, ne? Ja, se spomnim, zadnjič je gospod Zdravko Hoce napisal eno družino, 4 stoletja v 2000 letih že obiskujemo, to se pravi, da za konc 1. stoletja, pa 2 polna, pa malo 4. Jaz sem začel v Novi Štifti še majhen, starejši so me vzeli. Bil sem nekje tam, razmišljam, 35krat. Ja, to je bilo edina stvar, ki smo jo čakali celo šolsko leto in vse poletje. Okrog Marijinega praznika, ne? Ja, to je bil velik šmarn. In smo šli peš tja, pa potem do Motnika, Tuhinj pa je prišel avtobus, pa nas je pel domov. In kako se oprema tudi oblačila, obutev spreminjalo, ne? Ruzak, malo salame, kako konzervo, kruha, pardaj se že bil, bi mami dala. Pa smo to ob tem 3 dni, nismo imeli denarja, da bi hodili jesti, koliko hodijo zdaj. Ti smo pojedli, pa smo, pač romanje moraš biti malo v pomanjkanju, ne moreš imeti vsega v izobilju. In spali kje? Spali po kozovcih, po šupah, kakorkoli. Tudi na Britofu, ne? Tudi na Britofu, v Vešci. V Radmirju smo spali tudi na Britofu, ker sem imel tako novo Vešco, pa smo tam se nadeli, ker zdaj pa niso več, kmetje več ne kosijo, mrvo, tako vse balirajo, smo pa, jaz pa, moj prijatelj Jože Sprkol, enkrat se je umislila tiste male šotorje in to se je prijelo in potem v teh šotorjih še dalje več. Zdaj pa spet je ni, ker zdaj pa imajo še bolj moderno romanje, pa zvečer hodijo sorodniki v Radmirje, ko prespijo prvič, pa jih peljejo domov, da se stoširajo, pa umijejo, prespijo doma, pa jih zjutraj do 6 že spet tam dostavijo, ko ti ostajajo, pa imajo zjutraj mašo, pa se poslavijo, pa grejo v Gornji Grad, pa v Novi Štifti, pa so že tako avtobusi, pa veliko ljudi pride po svoje romarje, tako da jih gre malo čez Menino planino nazaj v Tuhinj. Če jih gre včasih tudi okrog 250, ne? Ja. Jih potem na ta zadnji dan iz Nove Štifte proti... En avtobus pobere pa odpelje, tako da je to. Je pa to doživetje, ne? Je doživetje, to je... To ni, recimo, samo za tiste, ki so zelo verni, ne? Ne, to je druženje, to je molitev, to je... Pogovor, to je... Kako bi rekel... Igre tudi. Kopanje v tisti reki v Gornjem Gradu med kosilom, ki je malo več časa, 2 ure, 3. Tako da to je predvsem druženje, kot si prav rekel. To je druženje in prijateljstvo. To je vredno doživeti, ker ni samo molitev. Molitev je najmanj, kar te tam drži skupaj. Tam so pač vezi. Pa te to vsako leto vleče? Zdaj je malo manj, ker sem fizično nesposoben toliko časa hoditi, 3 dni ne bi zdržal. Je pa moja žena, pa vnuki so pa nekateri romali par let nazaj, zdaj pa tudi ne več. Zdaj pa smo pa izlačeni, je pa malo manj možno sinhronizirati vse obveznosti, da smo tisti dan vsi prosti, pa da so, ker zdaj pa druga manira. So dopusti naplanirane naprej, pa je pozabi že 15. avgusta Nova Štifta, pa se zaplaniraš, pa ne greš, pa tako naprej. To slišim, ko se pogovarjajo. No, Andrej, že prej sva malce omenila, da na tem omizju je bila zelo zanimiva, tudi politično ali pa svetovno-nazorsko zanimiva skupina. No, ti si eden tistih, ki si zelo želel samostojne Slovenije, demokracije. Kako si ti to doživljal? Dobro, to je 30 let, ker imamo svojo državo. Ja, tiste čase, ko se je Demos pripravljalo, pa ustanavljalo, pa uveljavljalo, smo vsi pričakovali in želeli in hoteli in bi vse dali za to, da se bi zgodilo in se je. Moj prijatelj Lojze Peterle pravi, da je bil to nasmeh zgodovine. Jaz se ponavljam, nasmeh zgodovine in nasmeh neba
da so uresničili stoletni san Slovencev doma in v zamejstvu. Vsi so želeli imeti svojo državo in končno smo dobili in hvala Bogu jo bomo obdržali in vse tako zgleda, da nam bo tudi začelo malo bolj iti, kot nam je šlo do zdaj. Kljub temu, da je zdaj veliko kritike, ampak to ne seže globoko v narodovo zavest. To so pač ti, ki so od kolesarjev do drugih protestnikov in kritikov, ki jaz mislim, da zgubljajo tiste zadnje privilegije in ugodnosti in jim za vsako ceno gre, da bi še malo poropotali, preden bojo zginili iz obličja te zgodovine v smislu, da gre na smetišče. Jaz mislim, da je tale naša osamosvojitev zaslužena, vredni smo jo bili, dokazali smo to, ko smo se poenotili do te mere, da smo bili enotni, in to se mi zdi res enih večjih stvari, ki sem jih doživel v življenju, da sem prišel do svoje države. Kako si pa ti se vključil v to? Zdaj, jaz te poznam ves čas kot krščanskega demokrata. Dobro, potem se je stranka tudi preimenovala, o tem bova tudi kaj še rekla, ampak če greva na tiste začetke, omenil si že Lojzeta Peterleta, ne? Jaz sem se vključil v to gibanje krščanskih demokratov pred. Vem, da je bil enkrat v Drvolih sestanek, prišel je Edo Stanič in tam pokojni. Tam smo se opisali tudi mi iz Zagorja in je bil vesel, da smo prišli še iz Zagorja pa tako. In je tak naprej sem član. Vas je še veliko tistih? Še neki. Ata Jože Smrk, pa bi še naštel. In od takrat naprej, ko smo ustanovili občinski odbor za krščanskih demokratov, sem bil njen predsednik te stranke. Prvi, zadnji in edini. Do zdaj, do leta 15-16, ko zadnje 2 mandata nisem, no. Sem vodil krščansko demokracijo v Zagorju, s tem, da sem tudi soustanovitelj Nove Slovenije. Soustanovitelj, to malce razloži. Ti si zelo cenil, ne, Andreja Bajuka? Ja, mi da smo velika prijatelja, tako, ne. On je izmed Like doma bil in on je človek, ki je veliko pretrpel. Njega so pluvali domobranec Belčki in to pa je bilo... No, enkrat je bil pri meni v studiu in na to vprašanje, ne, ko so ga zmirali z domobrancem, z Belčkem, je rekel, ja, zelo težko sem bil šolsko torbo na ramah. Ja, 3 leta je bil star, takrat, ko so ga nesli čez mejo, je rekel, moja domobranska uniforma so bile rkaste hlače pa pinč. To je njegova belska uniforma bila. Ja, no, gospod Bajuk je takrat, ko smo se ločili, ker nismo se združili z Ljudsko stranko, jaz sem bil proti skozi, poklical me, pa če bi bil pripravljen dati podpis, 200 podpisov smo rabili, da smo naredili stranko. Nova Slovenija takrat? Ja, smo šli takrat 4. augusta 2002, ko je bilo točno letnika. Pa smo ustanovili smo Novo Slovenijo in tudi to Novo Slovenijo sem vodil do pred kratkim, 2 mandata nazaj. Bil sem tudi občinski svetnik 24 let, član mnogih odborov in komisij vsa ta leta politična, ki sem tudi za župana si kandidiral, ne? Tudi dvakrat. Ampak verjetno, ne vem, dobro, nekaj je protikandidat Matjaž Švagan, ki je že ves čas tudi njegov ugled, nekaj pa verjetno tudi Zasavje in krščanska demokracija, verjetno ne gre čisto skupaj. Zasavje ima tisto, kako rekel, stigmo rdečih revirjev, ne. Tukaj se je revolucija rojevala in puntala, se veste, da smo v Trbovljih, si rekli enkrat ena teta, pusti Trbovce, ti so še v Rjuno fentali, tako da tukaj so bili zelo turbulentni časi delavskega razreda in prav je bilo tako. In zato je to bilo malo... Pa mogoče so knapi malce drugače na Boga gledali, ne? Ja, knapi so zelo v redu, ljudje, poštenjaki, delavci, garači. Pač, imeli smo to smolo, da smo ustanovili krščansko demokracijo in pred 50 leti pred nami partijo na Vrheh, tako da v Zasavju je valilnica dobrih, pa kako bi rekel, političnih zgledov in razgledov in, kako se temu reče, dogajanj. Zakaj pa si se ti omaknil iz aktivne politike?
Ja, tako je, jaz sem bil predsednik vsa leta, tudi malce, kako bi rekel, ne. Pa sem dobil sugestijo, da je čas za mlade, da ne prepustimo, da bi se kaj naredili, ne. Pa smo to prepustili in zdaj mladi imajo to v rokih in zdaj pa oni so pa malo manj pozorni do takih mituzalemov, kot sem jaz, pa niso me, niti me ne vabijo nikamor, pa sem jaz to s tem zadovoljen, ni problema. Si bil razočaran takrat, ko je po vzponu Nove Slovenije potem izpadla Nova Slovenija iz državnega zbora, tudi Andrej Bajuk, zdaj že pokojni, se je potem umaknil iz politike. Ja. No, nekako je potem nazaj vrnila ekipa Ljudmile Novak, ki pa se mi zdi, da se je tudi nekoliko umaknila. Ljudmila Novak je pa ja, gospod Bajuk je, kako bi rekel, iskal potrditev v teh volitvah, ki smo jih izgubili in smo prišli ven iz državnega zbora in potem je odstopil, tako kot je rekel. Če ne bomo prišli v državni zbor, bomo odstopil. No, potem je bila Ljudmila Novak, ki je tudi svojo vlogo pozitivno odigrala in nazaj spravila Novo Slovenijo v parlament. Zdaj pa je v Evropskem parlamentu in ni zelo aktivna v lokalni politiki oziroma državni, tako da nimam zdaj kakšne posebne sodbe o njej. Odigrala je svojo vlogo v svojem času in hvala ji zanjo, ker je bila uspešna. Ne poznam pa ne toliko, kako se obnaša v Evropskem parlamentu, ker ne sledim toliko, glede na to, da je to malo manj časa. In pa privoščim pa vsem tem, da bi bili uspešni in da bi, ko bodo nazaj gledali svoje delo, rekli, vredno je bilo, splačalo se je, hvala Bogu. Andrej, v nadaljevanju bova še kakšno besedo rekla o kulturi, ampak morava tudi kaj o športu. Vem, da ravno zelo zagret športnik nisi, ampak vseeno, si kdaj mislil, ko je bila še Jugoslavija, da bo, ne vem, slovenska nogometna reprezentanca igrala na svetovnem prvenstvu, da bo košarkarska reprezentanca igrala na olimpijskih igrah. Nekako smo bili mi, Slovenci, takrat v Jugoslaviji, v teh športih malce, mogoče eden pa dva sta igrala reprezentanta slovenskega rodu. Mogoče smo bili malo odrinjeni, pa malo zanemarjeni, pa pozabljeni, ampak jaz vem, individualno smo bili močni. Jaz pa vem, da sem recimo, ko smo dobili zlato košarkaško svetovno prvenstvo, da smo bil najbolj vesel, to je bila še jugoslovanska ekipa, bil sem vesel za vse te naše smučarje, je pa res, da pa nisem nikoli oboževal nogometa in ga tudi nikoli nisem euforično spremljal, niti poznam njihove ase, vem, da je bil Džajić, pa nekaj stvari, to je jugoslovanska, zdaj pa bolj spremljamo tega našega prijatelja oziroma someščana Rogliča, pa našega zeta Dončića, ki je bil zadnjič, mi so me obvestili pred tam mesec ali dva nazaj, se pojavil v garaži dol pri parku v Zagorju in čisto normalno so rekli, da je bil in popolnoma nič vzvišen človek, tako da smo bolj na te ponosni zdaj, ki jih imamo blizu, pa da so uspešni. Dejal si zeta, ima Zagorjanko, ne? Ja, ima Zagorjanko, Golčezovo. Ampak se mi zdi, da je nekako drugače, ne? Mi smo imeli tudi, ne vem, najvplivnejšega zeta, ne? Donalda Trumpa, ampak nismo imeli kaj veliko od njega, ne? Nič. Pa tudi od Melanije, ne? Od Melanije pa še manj, ona se je verjetno malo sramovala teh hribov. Si pričakoval, da jih bomo videli v Sevnici? Jaz sem bil prepričan, da bo Melanija enkrat pripeljala, če ne Arona, pa vsaj Trumpa v Sevnico na kak, ne vem, kranjsko klobaso, oziroma ne na jetrnico, ampak ni. Imeli smo pa zelo, kako bi rekel, pomembne ljudi, ki so daleč prišli. Recimo, če omenim ljudi našega sokrajana Janeza Donoška, ki je bil predsednik in vladni predsednik velikokrat in pošten, pokončen, dober človek. Tako da na te vse smo ponosni. Ali pa če omenimo Valvazorja, ne? Valvazor? Ne vem, skoraj najpomembnejše ime v tem našem zagorskem prostoru, poleg omenjenih, ampak ne vem, grad je bil porušen v času druge svetovne vojne, potem se ni nič kaj zgodilo, tudi v samostojni Sloveniji se je nič kaj zgodilo, pa se mi zdi, da
če bi lahko kje na turizmu, na prepoznavnosti Zagorja delali, bi lahko na Vajvazorju. Če bi imeli Vajvazorja v Avstrijci, bi bila to božja pot z vsemi stranskimi dosežki, ki bi jih lahko obiskovali. Tako da Vajvazorju se dogodi krivica, ampak nekaj časa ni bilo razumevanja, pa ni bilo moderno častiti grajske ljudi. Tako da tudi to kapelico, ki je bila kripta ohranjena, so sklonili naši otroci, tako da ne bi o tem premalo vem, da bi lahko govoril, ampak vidim, da je sicer malo se popravlja, ampak daleč od tega, to je to privatno lastništvo, nihče ne more nič zahtevati, nihče nič predlagaš tako, nisi pa slišan in tako bo še verjetno v nekaj let, pa dolgo let. Ampak tvoja oziroma gledališka skupina, v katere del si, pa pokojni Nander Razboršek, ki je napisal kar nekaj iger na to temo Vajvazorja, Drago Butja, Nepozabni Vajvazor. Ne vem, si zdaj ti? Tudi včasih sem bil, imam pa še to obleko in včasih sem demonstriral še pri pokojnem prijatelju Klančniku, ko je imel v Novi Grad, sva sprejemala šole pa delegacije, in Vlado Porodoš, pa Vlado Porodoš s svojimi Gamberg, Maganti. Vse smo lepe urice preživeli za veselje in za debato. Ja, no, se je tudi za Marjana Klančnika škoda, ne, da ga ni več med nami. Zelo škoda, ker bi imel velik potencial, bil je zelo, kako bi rekel, dosleden človek, kar se je postopil, je končal in ni, da smo dobro sodelovala, ni pa bil najbolj razumljen od drugih, tisti, ki bi lahko več mu omogočili dejavnosti v tej njegovi smeri in ljubezni, ki je bil volontersko do konca predan. Škoda, ja, ampak zdaj pa je žena njegova nekaj končuje, kar je on začel, kot upam, da ji bo uspela in da bomo deležni še kakega posthumnega Klančnikovega proizvoda. No, dolga leta si bil aktiven tudi v občinski politiki, ves ta čas od samostojne Slovenije, samo nekaj prvih let je bil Polde Režun, ja. Polde sem prav povedal. Janez Režun, tako se opravičujem, župan, potem pa Matjaž Fagan. Pa se mi zdi, kljub temu, da je bilo veliko postarjenega, da je pa, če omenimo Vajvazorja, če omenimo Medijske Toplice, pa še kakšen drug bazen, marsikaj pa tudi zamujenega. Tudi kar se tiče rudarske dediščine. Seveda, pričakovanja so velika, rezultatov je malo manj. Včasih si pravočasno na pravem mestu, pa se ti kaj izide, včasih nisi, pa se kaj zamudi, ampak kdo pa smo mi, da bi sodili. Jaz verjamem, da vsi, ki so vpeti v karkoli, da se trudijo, da bi radi, jaz jim privoščim in želim. Je pa res včasih smola kar očitna, da nam ni uspelo, ampak vse se počasi postavlja na svoje mesto. Recimo, da so bile nekaj časa aktualne toplice naše, baje so zdaj kupljene in trdno se je odločilo, da bodo zaživele. Iz srca privoščim, jaz bom pač paro vavčer, da bom šel v toplice za tiste dni zapraviti mojo darilo države, tako da ja, želim in privoščim. Je pa žal... Srčno upam, da ti bo uspelo, ne? Ja, točno tako. Andrej, nazadnje sem te videl v baru Malnem z režiserjem, ki že dolga leta sodeluje z gledališko skupino, izlaško gledališko skupino, Kranjcem, strašnim Jožefom, bolj znanem. Ne vem, taka persona, da deluje z ljubiteljsko gledališko skupino, ki mimogrede ima za sabo tudi še kakšen zelo uspešen film, Kajmak in marmelada zagotovo, ne? Pa še kakšnega. Kako je sodelovati z njim? Jože je prevzel, ko bi rekel, vajeti, ko je nam umrl naš veliki prijatelj in vrhunski režiser Tone Rozina. Izlačan. Potem smo dobili Jožeta, strašnega Jožeta, ne vem, kdo ga je šel prositi, fehtat. Prijetno je bil zraven Buc, pokojen je tudi žal. Drago Butja. Ja. In je prišel in je se grabil, začel je z Vajvazorjem in od takrat naprej
je naš režiser in mi ga imamo strašno radi in on nas strašno zaupa nam in nas spoštuje, tako da bomo sodelovali, dokler bomo lahko. Tako da ja, to je res. In jaz sem član gledališke skupine, odkar sem prišel na Izlak leta 1980, ne 1979, 80 pa skozi naprej sem član te igralske skupine. Vsako leto imamo, če se le da, ali pa na 2 leti imamo premiero, tudi na 2 leti imamo Vajbazorja, potem smo igrali v velikih, kot statisti v velikih filmih, Kajmak in marmelada, točno tako. Potem, tako da jaz poznam tudi našega režiserja Luzarja, Matevža Luzarja, ki me je tudi angažiral v nekaj kratkih filmov, tako da imam jaz tudi nekaj filmske podlage. No, tudi Boris Kavaza, ne? Ja. Takrat mislim igral skupaj, ne? Ja, Boris Kavaca, Belka. Kravo si vodil po Zagorju. Ja, Kravo sem vodil po Zagorju. Potem sem pa igral zgodaj 2 metra spodaj, potem sem igral vlogo s tekstom Vučko, potem sem igral nekaj 4-5 filmov, vse imamo vse te CD-je doma. Včasih si pašem spomine na tem. Ja, imam prakso, težko delo je biti filmski igralec, nima še kakšno. Kako pa je stati na, dobro, tu se lahko pri filmskih scenah, pri filmskih kadrih ponavlja, ko pa stopiš enkrat pred polno dvorano, recimo, pa je treba odigrati. Je treba odigrati. In je kratek stik? In kratek stik in potem se rešuješ, kakor veš in znaš. Izkušnja? Ja, izkušnja. Včasih ti zablokira tako, da ne bi vedel, kako se pišeš, pa ti coflerja ne slišiš, ker si bil blokado. Pol se pa nisem še čisto do konca, ampak pol tega sem pa že doživel, da ti zmanjka, pa da nimaš kje dobiti. Nepozaben član gledališke skupine je bil tudi, mislim, da lani pokojni Pikl, ne? Pikl, naša legenda, Joško Pikl, Jošče Čebelar, ja. Legenda, on je bil, ni bilo vloge brez njega, oziroma igre brez njegov glas prodorni. Njegov glas, pa njegova mimika, pa njegov, ja, dobro je bil, Jože. Veselim se ga spominjam. Hvala Bogu za njega, da smo lahko živeli v istem času kot on, ker je bil bogat človek. Super. No, zaradi vaše gledališke skupine smo bili mi deležni tudi gledališke skupine, kakšne predstave iz Ospa, ne? Ja. Gašper Tič, ne? Jih je imel pod taktirko, tudi žal že pokojni. Čudovito je slišati, ne, njihovo govorico. Tako verjetno kot njim našo, Zasavsko. Ja, mi nismo velikrat igrali v narečju Zasavska, mislim, da smo samo enkrat s tem šli. Drugače pa tele pobratene ali pa prijateljske skupine, s katerimi izmenjujemo gostovanja, če ne bi malo hodilo okrog. Pa velikokrat, no, Ospeni mi jim pravimo, Osapci, Ospeni iz Ospa, so pa s temi dialekti zelo popestrili to našo druženje in je, ja, hvala tudi za to, da so nam to omogočili. Še vedno smo skupaj, pa še vedno se obiskujemo, pa kadar imamo kakšno igro, pridemo mi, pa pride oni. Tako da zdaj smo še v Kisu se navadili in ponudimo Kisočanom predstavo Osapcevo in mi gremo tudi v Kisovec pa v Osp, tako da to se... Razen po tem koronskem času je bilo malce težje. Zdaj, glede na to, da ste bili na pijači skupaj z Strašnim Jožetom, se kaj pripravlja? Ja, mogli smo delati plan, pa smo dali plan. Vajbazorja bomo delali in končali bomo tisto, kar smo začeli pred korono, slikali v Tolmunu, Partličevo zadevo. Komedija bomo končali do decembra, da je bilo v decembru premiera, pa potem v silvestrska predstava, kar je tudi že naša nekakšna rutina, da vsako predstavo po premieri imamo še v silvestrski ponudbi za silvestrovo. Bo letos, bo? Upamo, da bo. Bomo šli zvozili tolo korono? Če bomo premagali korono, bomo premagali tudi dremo in bomo igrali to. In kako bomo po tvojem to premagali? Ja, mislim, da je zdaj smiselno biti malo, kako bi rekel, racionalen, pa poslušen, pa cepiti. Če je cepivo edino, če dela cel svet na tem, jaz ne moram reči teorijo zarote,
da bi to bilo nek načrt. Jaz, kako bi rekel, kot kristjan predam v roke nekomu drugemu, pa sem se cepil dvakrat in ni mi žal, pa mislim, da bi bilo fino. Si kaj iskal cepivo, ampak kar je prišlo? Jaz sem bil povabljen, jaz sem poklical po telefonu, sem se prijavil, pa sem rekel, ne bi pa rad AstraZeneca, prav, kiletnik pa si, 52, prosim za tebe, pa ni bolj bi bil Pfizerja in potem sem bil Pfizerja in dvakrat smo se cepili in brez vsakih posebnosti. Hvala enako, jaz tudi. No, vidiš. In lahko bolj varno komuniciramo. Lahko brez mask zdaj, ne? Ja, tako. Tale slika ni brez maske, ne? Ne. Se vidi, kaj je. Zdaj, mimogrede, je tu tudi rodna hiša mogoče? Ne. Ne, ni, ne? To je tržnica iz balkona. Tržnica je slikana 16. februarja To je cerkev svetega Petra in Pavla v v Zagorju. Zagorju leta 15 in po tej fotografiji, ki sem naredil sam namensko za telih oblakov, sem narisal tole sliko, ki je Zagorje leta 2015. Vrnila se bo na slikarstvo, ampak ko si omenil to cerkev svetega Pavla in Petra, se spomniš, ne? Na trgu svetega Pavla papež, upokojeni papež Benedikt, ki je dejal, pozdravljam župlijane iz cerkve svetega Petra in Pavla. No, in ti si bil tudi tam, tudi jaz sem bil. In ti si eden tistih, ki je papežu menda napisal največ govorov. Točno, jaz sem tisti, ki piše papežu govore, posebno kadar pride Zagorjani, nam dajo tisti, ki nam zrihtajo audienco, da bi nas papež pozdravil med audienco, nismo mi v audienci sami kot mehurček. Na tem trgu, ne? Vsi smo na trgu. Ampak napišem tisti stavek in sem napisal nekoč. Pozdravljam slovenske krščanske demokrate iz Zagorja in iz Lag. Želim jim, da bi se jim obisk krščanskih spomenikov v Rimu vtisnil globoko spomin in da bi to vero, ki jo prinašajo, odnesli tudi domov svojim bližnjim. To sem napisal jaz papežu Pavelu II. In je to bral. Vojtili? Ja, Vojtili. In tako sem jaz si lahko domišljam in zavestno trdim, da pišem govore za papeža. Pa temu Benediktu sem tudi napisal, ker sem bil trikrat v Rimu. No, enkrat sem bil prisoten. Ja. In dvakrat smo bili v dvorani svetega Pavla VI., vremena, nekajkrat pa na trgu svetega Petra in vedno smo dobili pozdrav. In smo tako zdopili, da je vsi zastave samo mahali, da je... Najbolj glasni smo bili. Da je papež rekel, pol tako lepo mahal nam dol, kar je videl. Papežu Frančišku pa še nisi napisal. Ne, mi smo na Metzingerjevem. Mu pa želiva zdravja, ne, zdaj bi operiral. Da bi nas počakal, bomo prišli, ni problema, bomo naredili še enkrat in to. Imaš v planu to. Zdaj je trenutno v stiski, v bolnišnici leži, operiran na rektumu, ampak pravi, da je dobro okreval in da bo prišel konec. In kakšen ti je? Ja, moj izbor bi bil, če bi ga lahko izbiral, pa nisem ga poznal, pa sem bil malo, samo za sekundo skeptičen, pa sem rekel, se Bog že ve, ko dela in da dobro je naredil. Pravega je izbral. Je. Ta pravi. Ta prav. Čisto prav. No, ti pa nisi čisto ta pravi slikar, ne? Akademski slikar, ampak imaš slikarsko žilico. Ljubiteljski. Jaz sem vedno rad risal, pa moj profesor je bil v šoli osnovni Kopitar. Ne bom nikoli pozabil, ki je zahteval, da je ves list poln barve. Če rišeš, nikjer ne sme biti na sliki nepobarvanega. Tako da on nas je naučil barvati in sem hvaležen, jaz sem hodil posebej na krožek k njemu kdaj, kadar ga je pač imel kakšne ure, kjer je bilo zloženo. Pa tudi običajno bila prijatelja, ker je bil moj sosed v Zagorju, v Zagorni hiši stanoval, pa smo se njenega otroka, smo pa nas velikrat merkali Nino Kopitarjevo, ki še zdaj se poznamo, pa ve, da je bila pa nas veliko tobarstvo. Ja, Franc je pa tudi žal že dolgo pokojni. Ampak je tudi v prejšnjem sistemu bil kar malce ob stran, ne? On ni nič izražal svojega doskega prepričanja, on je bil zelo toleranten, on je bil velik človek v smislu, nikoli ni izpostavljal to, kar je bil, če je bil. Vem pa, da je bil mlad partizan, ker je imel Franc Kopitar Silvo, imel partizansko ime. In da je bil kurir, pa ne vem kaj, glavnem, to včasih nam je povedal, ampak nikoli ni nič od tega statusa, ki ga je prenašal med vojno, zahteval kakšne privilegije. Bil je poštenjak. Bil je poštenjak, ne? Ja.
Andrej, počasi se približujeva koncu. Prej sem te vprašal, da kaj si bral v otroških letih, kaj pa danes bereš, ko nisi več v otroških letih, ne vem, pravljice svojim vnukom? Vem, da včasih kaj recitiraš tudi na Zelo kakšni redko, zdaj prireditvi. berem recimo tekste mi dajo veliko branja, ker jih moraš tukaj prebrati, da si jih zapomniš. Potem je zdaj recimo priznam kvarno vpliva na moje bralne sposobnosti televizija, pa splet, pa interneti, pa tako da Je malce škodljivo. je malce škodljivo. S tem, da zdaj pa še najdem tudi čas za kako knjigo, zlasti zadnja me je navdušila, pa moram kar povedati, tvoja, ki sem jo dobil s posvetilom od tebe, hvala ti. In Hvala. ne zapravljaj talenta, pa več piši, pa manj politiziri, če ne boš kaj pustil, da bomo še lahko brali. Ja. Dober si v tem smislu. Dober si. Hvala, Andrej. Kaj te čaka zdaj po tem času, še greš še kaj na dopust, ali se že na romane pripravljaš, na igro? Na romanje ne bom šel, ne zmorem več, drugo mi ovirajo moje številne živali, ki jih posedujem. No, seveda, mimo teh pa tudi ne moreva, ne? Ja, imam vse sorte, imam koze, imam zajce, imam piške, imam broderje, imam prepelice, imam čebele. Prepelice, to so tista mala Jajca, ki so zdrava, kako? ki so zelo zdrava. Pravijo, da imajo, to je dejstvo, da imajo vsebnosti približno za 5 kurjih, eno malo jajce ima vse železa, pa nekih aminokislin, več kot kurje. Pa pravijo, da so naravna dietetska prehrana, ki pozitivno vpliva na metabolizem in uravnava presnovo. Tako da to je zdravilnost, ki jo jaz upam oznanjati. Niso pa, da bi raka zdrava z njima, pa ne vem s čim. Čeprav so včasih to prodaja kot sam to še poješ, pa boš zdrav. Ampak dela je pa veliko, ne, z vsemi temi Ja, seveda, živalmi, ki ga seveda. imaš. Preden sva začela snemati, si bil prepoten do amena, ne? Do kože, ja. Ja, vsak dan treba vse krmiti, napajati, kidati oziroma čistiti, koze na pašo, koze s paše, pašnike postavljati, čebela gleda, da ti ne rojijo. Letos ne bomo točili medu, ampak solze, ker letošnjega leta ni v zgodovini Tudi v čebelarske tej moje. drugi rundi, ne? Tudi, če bi zdaj bilo kaj kostanja, pa mogoče kaka, če bi kaj v gozdu. V prvi rundi pa ni bilo nič, ne? Ne. Zaradi dežja, zmrzali. Vse je pozebili. Futrali smo, jaz sem pred 14 dnevi krmo čebele, da so preživeli, ker Torej so se... sladkorjem. Ja, sladkorjem, pa s vodo. Da so se ohranjali, da so delali močno družino, ker se najslabše narediš, če jih osiromašiš, da ne zalegajo, če ni hrane, matica ne zalega, je to brihtna, če je pa hrana, pa zalega in če se pokaže, da bi lahko šli na pašo, pa nimaš vojska, da bi šla v boj za tekočino medeno, pa se sam sebe spotakneš. Tako pa, če imaš pripravljene, da so nafutrene, ker so potem pa, če je potreba, pa imaš možnost, da prinesejo. Tako da nekateri zdaj tajo po rami, da kostan pa mogoče bo kaj dal. In če je kostan medi, je lahko tudi v pari dneh, če bi ga bilo veliko kostanja, napolnijo tiste Je pa panje. baje kostanjev med tudi najbolj kvaliteten. Med vrhunske se šteje, ker ima specifično malo greni, pa je iz teh gozdni medovi so sigurno bogatejši, kar se tiče napram travniškemu, ker je več teh aminokislin, pa substanc prahu, pa tega. Najbolj je... No, predvsem travniki so gnojeni, gozd pa niti ne, se pa sam, Tudi ne? to je, ne, travniki so gnojeni, pa malo posušeni, oziroma pokošeni, tako da se nam Niti ne cvetijo. kmetje malo delajo ne nagajajo s tem, ko pokosijo v cvetju, travo, da je mlada, pa zacelirajo. Ampak dobro, vsej bomo že. Jaz imam sicer samo 3 panje za mojo družino dosti, če bi kaj bilo, drugače pa se ne morem ukvarjati veliko. Ker mi zmanjkuje časa. Jaz sem v 70. letu, bo treba malo počasi razmišljati o nebesih, pa o... Si že rezerviral? Da še tem gorke prinesel. Ja, to ni te nič rezervirati, to te čaka.
Veš, ker čim se rodiš, si obsojen na smrt in to je resnica edina v življenju. In zdaj pa začetek in konec sta tvoja, Gospod, ne? Je bil molitev, ko smo bili majhni, le most med obema, to moja je pot. Zdaj pa, kakor bom prehodil, bom pa dobil rajtengo. Če imaš 40 delovne dobe, dobiš penzion, če imaš 17 ali pa malo dobrih del, pa ne dobiš veliko. To se moramo pa vsak zase pobrigati, oziroma tudi jaz lahko molim za koga in za tebe bom zvečer zdaj se spomnil na te, bom tudi za tebe molil. Hvala. Ja. Andrej, pa hvala tudi za vse, kar si povedal o svoji zgodbi, ne? Ja. O svojih sledeh. Ne vem, dobro, mislim, da tako koga, kak insert iz tega mojega preživetega zanima ali pa navduši. Želim pa vsem, da bi bili dobri, uspešni, zdravi in ponosni na Slovenijo, ne? Ja, predvsem pa to ponosni na Slovenijo. To je bil nasmeh neba, da smo dobili Slovenijo in dajmo jo ohraniti. Ne se kregati, pa razdvajati, pa ločevati. Skupaj moramo držati. To edino velja. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.